Paloma Pertot, živijo. Srečali sva se pred Cankarjevim domom, tik pred premiero uprizoritve Država, režiserja Jana Krmelja. Si skladateljica, torej boš predstavo opremila z glasbo. Je ta glasba avtorsko delo ali jo samo izbereš? V vlogi skladateljice oziroma izraz, ki ga uporabljam jaz in ljudje, s katerimi delam, je glasbena producentka. To bo moja zadolžitev v tej predstavi. To pomeni, da smo v roku zadnjega meseca oziroma 2 mesecev skupaj sestavljali to zvočno podlago te predstave. Ampak prvič pri gledališču, ne? Ja, prvič pri gledališču. Do zdaj sem večinoma delala glasbo in zvočne podlage za razne performanse, videe v svetu vizualnih umetnosti. Prvič v tem prostoru gledališkem. In kakšno je bilo to sodelovanje z ekipo, sploh pa z režiserjem Janom Krmeljem? Se mi zdi, da gre za res tak hibriden proces, od katerega sem se res veliko naučila, bi rekla. In seveda glavne pogovore o glasbi sem imela z Janom Krmeljem, z režiserjem, kjer sva skupaj ugotavljala, kakšna je zvočna narava te države. In večinoma je potekalo tako, da je pravzaprav želel črpati mogoče iz nekih glasbenih prostorov, ki sem jih že sama raziskovala, in potem sem mu jih jaz predstavila in on je iz tega pobiral delce, potem sem jaz pobirala delce iz njegovega besedila. In kasneje, ko se je začel proces prav na vajah v gledališču z igralci, sem lahko inspiracijo pravzaprav črpala tudi iz mogoče nekih njihovih idej, gibov, dogodkov, dejanj in tako naprej. In kakšna je ta zvočna narava Slovenije? Po moje bi rekla, da ne gre nujno za Slovenijo, sploh ne. Gre bolj za, neko predstavljanje skupnosti, kaj pomeni soobstajati, kaj pomeni kot skupnost država, vprašanja nadzora, soodvisnosti, upora in tako dalje. In pravzaprav gre za neko predstavo, vsaj v mojem dojemu, potem morda bi me režiser popravil, ampak neko državo in skupnost več čas v nastajanju in razkroju. Torej tudi sam zvok se mi zdi, da nikoli ne zavzame premočne pozicije, ampak raste skupaj in razpada skupaj s to skupnostjo. In jaz ga dojemam bolj kot neke vrste pregrinjalo celotne te skupnosti. Torej, kakšen je ta zvok? Ne bi hotela reči sramežljiv, ker ni prava, ampak je zvok, ki posluša, potem drugi poslušajo njega, tako naprej. Zvok v dialogu. Mogoče je taka oznaka, ki bi ljudem lahko padla na pamet, je ambientalna glasba. Torej, gre za glasbo, ki predvsem poudarja prostor in naše doživljanje prostora. No, kot sam režiser Jan Krmelj je poudaril v pogovoru, da je glasba 5. element predstave, ne? Enakopravni del vseh igralcev, vseh protagonistov, vseh ustvarjalcev. Zaradi tega prav jaz sama pristopila k glasbi, ker me je vedno zanimalo pripovedovanje. Sem tudi študirala prej primerjalno književnost in pravzaprav sem k zvoku pristopila iz te perspektive, zvok kot pripovedno orodje. Torej, beseda in zvok. Ja, definitivno. V tem projektu pravzaprav prvič samo z zvokom, ker ponavadi me vedno zanima prav v lastnih delih porabljati besede in mešati razmerje med zvokom in besedo. Tokrat so bile besede drugih. No, me zanima sam proces ustvarjanja. Ta vaš prostor, ko je ta glasba nastajala. Je nastajala kot odgovor na besedilo, odgovor na dogajanje. Ja, v dialogu, to bi bilo bolj točno. Nasploh, kako jaz pristopam k temu, jaz imam res vedno občutek, da gre bolj, da mi nekdo ponudi ogrodje. Jaz poznam osebo, svoje delo dajam kot modni oblikovalec, stilist lahko obleče osebo, imam jaz občutek, da oblačim predstavo, projekt, video, zgodbo z zvokom. Torej, to je ta odziv. In potem, kako to specifično nastane, vidim prizor, slišim zgodbo in ob tem pomislim, k tej zgodbi bi lahko pasala, zdaj, če poenostavim, trobenta. Ampak potem mogoče trobenta ne gre, mogoče, v drugih primerih sploh ne gre za asociacijo na inštrument, ampak gre za asociacijo na nek prostor, v katerem sem se enkrat znajdla in pomislim njega, ker me na to spomni besedilo in potem na podlagi tega, kaj sem slišala v tistem prostoru, potem izberem zvoke. To je proces. Upam, da sem malo bolj razložila, ampak ja. En tak zelo čusten, komplet. Neko tako čustveno dojemanje oziroma kar začutite. To je zanimivo. Ja. Se mi zdi, da sem se res veliko časa upirala temu čustvenemu delu glasbe, kar je mogoče lahko smešno, glede na to, da se mi zdi, da je glasba za veliko ljudi eksplicitno čustven medij, ampak se mi je zdelo, da mogoče me je bilo strah tega, se mi je zdelo prepatetično oziroma sem želela
razumeti glasbo v njene globine in sem se res dolgo časa izogibala tem, ampak na koncu koncev se znajdem prav tam. Zakaj se odločim za nek zvok, kako bom oblekla neko predstavo, nek projekt, je na bazi emocije večinoma. Če glas odgovarja neki emociji, ki jo občutim ob tem, kar se dogaja pred mano. Kako pa potem ta glasba nekako našla nek uvid v to vaše ustvarjanje? Kako se je to začelo? Kdaj ste to začutili? Pravzaprav se je vse začelo preko glasu. Vedno sem rada brala na glas in začelo se je tam. Potem odvedno sem si rada pela. Zaenkrat v svoji glasbi še zelo sramežljivo uporabljam svoj glas, ker se mi zdi, da je povod, ampak ni pa nujno cilj moj glas. Torej v momentu, ko ga vključim, se mi zdi, da se še učim, kako ga pravzaprav uvesti v to zvočno celoto, tako da bi delovalo. No, ampak da odgovorim spet na vprašanje, začelo se je vse preko glasu in potem od glasu do besede, do zgodbe in na neki točki mi ni bilo več dovolj analizirati tekstov in jih brati in sem probala pisati, sem probala pripovedovati z besedo in to, kakor se lahko zabavam, se mi zdi, da ni to moje primarno izrazno sredstvo, ne bom ga čisto zanemarila, ampak ni moje primarno izrazno sredstvo in odvedno je bila ta glasba tam. Veliko ljudi se mi zdi, zato ker je res tako močno sredstvo, se mi zdi, da lahko ogromno ljudi čuti mogoče neko, ne vem, tako trenje, ne vem, taka tenzija je med to glasbo in tabo in se nisem upala k temu pristopiti, ker se mi je vedno zdelo prepomembno, da kdo sem pa jaz, da bom zdaj delala glasbo. Ne vem, upravljala sem 7 let klavirja, ampak to ogromno ljudi igra 7 let klavira v času osnovne šole, gimnazije, pa potem to nikamor ne pelje. Ampak ja, na neki točki sem si rekla, veš kaj, nima veze, bom lepo probala, pa v skrajnem primeru ne bo dober, pa saj vem, da sem probala. No, zdaj pa že 3 leta približno se s tem 4. Ja. Kje ste prvič dali nek glasbeni del? Kako se je to začelo? Prvič je bilo za inštalacijo moje sošolke. Študirala sem magisterij, sem delala v Benetkah na univerzi UAV. Mislim, da uradno je bil inštitut za arhitekturo, tako naprej, ampak potem se je ta univerza razširila in jaz sem študirala potem na oddelku za vizualne umetnosti, kjer sem se ukvarjala primarno z zvokom. No, ampak tam me je sošolka Kamila Dalmacijo prosila, da za inštalacijo pripravim zvok. Bila sem tam prvi semester tega študija in sem rekla, veš kaj, zakaj pa ne. Šlo je za razstavo, ki je bila razstavljena na enem od otokov v Laguni v Benetkah, na San Erasmu, kjer so v neki zapuščeni zgradbi razstavili to inštalacijo, ki je ona raziskovala drobovje človeka in te navezave. Moje delo je bilo, da ustvarim zvok notranjosti telesa in to je bilo moje prvo srečanje profesionalno, če temu lahko rečem, z glasbo. Je bilo to v okviru kakšnega bienala? Bila je skupinska razstava, organizirana strani Giulia Galliano in Riccarda Minatija, to sta 2 kuratorja, mlada italijanska. Giulia, Maria Chiara, on trenutno je ena od glavnih kuratork prav v Benetkah in sodeluje z raznimi kolektivi tam. Mislim, da je bila ena od prvih razstav, ki sta jih kurirala skupaj, kjer sta nabrala na kup mlade umetnike, ki ustvarjajo v Benetkah, ker sta čutila to potrebo po izpostavitvi teh mladih umetnikov. V Benetkah vsi poznamo ta bienale, ki seveda ima svojo zgodovino in pomembnost in legitimnost, moč, ampak v mestu obstaja res veliko ljudi, ki ustvarjajo in ne dobijo vedno prostora in časa glasu, da lahko pokažejo svoje delo. Bilo je v okviru te skupinske razstave, ki se je imenovala Kolostrum. Zdaj ta študij, kako ste izvedeli za njega, je bila odločitev za Benetke takoj? Ni bila tako. Jaz vem, da ko sem končevala primerjalno književnost, sem vedela, da bi želela študirati nekaj umetnost, da mogoče razširim moje pojmovanje pripovedovanja, če zdaj poenostavim. Sem najprej želela iti na Dunaj, mi tja ni uspelo priti. In to se zdaj lahko sliši zelo kičasto ali pa kliše, ampak Benetke so mi padle na pamet v sanjah. Sanjala sem, da sem z neko babico v Benetkah čistila čevlje in ji rečem, joj, tle je pa tako lepo. In mi ona reče, zakaj pa ne prideš sad, kaj bom pa jaz tle počela? In je tako, ja, sej imamo šole, bla, bla, bla. Tako grejo sanje naprej, v glavnem se zbudim in se prijavim v Benetke, sem sprejeta, tako je to šlo. Ta študij traja koliko časa? 2 leti traja študij. Jaz sem okvirno v 2 letih zaključila z vsemi predmeti, izpiti in potem v roku naslednjega pol leta sem magistrirala, tako da bilo je 2 leti pa pol zame. No. Upam, da se spomniš, Paloma, zakaj sem te povabila. Ja. Presenetilo me je to, ko si rekla, da si bila soustanoviteljica radia Nov stres.
Nov stres je pravzaprav radio, ki zdaj obstaja. Novejši projekt, ki ga upravljata Diego Scadjante in Giulio Zanotta. Predtem pa je obstajal Kiki radio. In to je bil projekt, ki sem ga začela leta 2024 skupaj z mojo sodelavko in prijateljico Klaro Darin. Ona je za svojo magistrsko nalogo želela ustanoviti radio. Ideja je bila prvotno, da bo šlo za začasni radio, ki bo šel v eter za en teden in to bo to. In glede na to, da je ona v tistem obdobju živela v Franciji, me je prosila, če bi lahko ji pomagala s projektom, ker ga je želela ustvariti v Benetkah. In to je tudi potem tako izgledalo, da sem jaz v Benetkah hodila naokrog, spraševala ljudi, torej želimo narediti radio, ali to koga zanima. In v teh raziskavah, pogovori z ljudmi sem gotovila, da pravzaprav ne samo, da obstajajo ljudje, ki bi si želeli pomagati, bili pripravljeni pomagati, ampak so bili ljudje, ki že leta so si želeli tega radia v Benetkah, ker Benetke so mesto, ki imajo res bogato glasbeno zgodovino in potem tudi resničnost v sedanjosti. In to, da nima radia, je pravzaprav skoraj presenetljivo, glede na to, kako močna poslušalna kultura je v Benetkah. Poslušanja glasbe, tako kot mogoče nekih drugih oblik poslušanja. Leta 2024 so pričeli s Kiki radio in šlo je bolj kot za nek klasični radio, za radijsko-raziskovalni projekt. Projekt, ki raziskuje radijske prakse. In to je pomenilo, da nismo zdaj hodili v eter vsak dan, vsak teden, ampak je šlo po obdobjih, po ciklih in glede na potrebo tudi ljudi v mestu. To pomeni, da smo se pojavljali na raznih dogodkih in tam imeli radio, kjer smo predvajali intervjuje z ustvarjalci teh festivalov. Na licu mesta. Na licu mesta, ja. To je pravzaprav eno od glavnih vprašanj, ki smo si jih postavljali s Klaro na začetku, je bilo, kaj pomeni danes delati radio. Radio je bil primarno internetni radio, ampak se nam zdi, da kljub temu, da imamo obe dve neko fascinacijo in spoštovanje z internetno kulturo, sodelujemo, smo veliki fanici te kulture, ampak se nam zdi, da mogoče rabimo neke drugačne oblike poslušanja in združevanja danes, ne samo preko spleta, ampak da v bistvu to, kar se dogaja na spletu in vezi, ki jih spostavljamo preko spleta, je lepo nekako prevesti tudi naš fizični svet. Velik del tega najnega projekta je bilo prav to, da smo imeli fizični prostor na Lidu v Benetkah, v studiu, ki nam ga je dal na voljo kolektiv Opifičo iz Benetk, ki se ukvarja z glasbo in DJ-janjem. In potem smo hodili v eter iz tega njihovega studia. Studio se je odpiral na trg, tako da ljudje so lahko poslušali tako z nami noter v studiu, kot zunaj iz trga. In je bilo res lepo, ker se je ustvarjal tak dialog med nami, ustvarjalci tega radia, in med mimoidočimi. Torej je šlo za nek stik res širšo publiko, kar za marsikateri radio je to seveda cilj, ampak uživo, točno to. In so prihajali ljudje na te naše, skoraj bi lahko jih ponovali, dogodke zaradi radia, ampak velikokrat se je pa zgodilo, da pač so bili samo mimoidoči in potem so se ustavljali. En od lepših primerov je bil, ko se je ustavil nek par, gospod in gospa 50 in 60 let. On je živel že dlje časa v Benetkah, ona je bila iz Argentine. In sem se tako navdušila, da sta potem hodila večkrat k nam nazaj in sta bila z nami vse od začetka, ko so bili mogoče bolj neki pogovorni programi, do večera, ko se je tam vrtel, ne vem, drum and bass in kdo ve kaj še vse. In mislim, da to je bil nek cilj, da v bistvu radio ne samo kot nek medij za poslušanje in deljenje informacij, ampak radio kot medij, ki lahko hrani skupnost, jo ustvarja, preuprašuje, radio kot neko vezivo za skupnost. No? In to je bil Kiki, ki je še vedno živ na svoj način, ampak se res vedno bolj se je prelevil v res bolj raziskovalni projekt. In zato, ker je torej Kiki taka bolj nelinearna zgodba, se je potem ustvaril nov Stres radio, ki pa ga nadaljuje, torej ta dva naša sodelavca, ki sta nam pomagala s Kiki radijem, Diego in Giulio. Oni so pa zdaj krili že dogodek Cinema Galleggiante v Benetkah, kjer torej enkrat na leto od sredine avgusta do sredine septembra predvajajo filme na vodi v laguni. Pokrivajo cel program tega Cinema Galleggiante dogodka. Kateri del lagune je to? Cinema Galleggiante se nahaja na Giudecchi, eden od otokov Beneške lagune. Tam se nahaja ogromno nekih umetniških studijev, ker obstaja fundacija Bevilacqua La Masa, ki daje ateljeje umetnikom, mladim, starejšim. Vsem generacijam. Tako, točno tako.
Med drugim je pa tam že res veliko let ta tradicija tega cinema galleggiante, torej lebdečega kina. To je avgust, ne? To se dogaja letos zelo od 22. avgusta do 10. septembra, približno 15., če se ne motim. Tudi delno sovpada z filmskim bienalom, ki se pa dogaja na Lidu. In se mi zdi, da je zanimiva alternativa temu bienalu, da na bienalu mogoče imamo nabor filmov iz celega sveta. Tukaj na Giudecchi se pa lahko ljudje, če želijo, srečajo z neko bolj lokalno kulturo, tako filmsko kot glasbeno, performativno. Sem vesela, da pravzaprav to, kar je zraslo in nastalo s Kiki radiem, se zdaj nadaljuje preko tega No Stress radia, kateremu še vedno bom zdaj prispevala z radijskim programom, ampak sem vesela, da ostaja živ ta radijski organizem v Benetkah, ker se mi zdi res pomemben, specifično prav tudi za samo mesto. Se mi zdi, da nasploh radija so drugačni v vsakem mestu, zato ker vsaka skupnost, vsak poslušalec rabi drugačen radio. Jaz sem velika ljubiteljica manjših radijev, torej ki lahko bolj pozorno poslušajo svojo skupnost, svoje poslušalce. In Benetke so mesto, ki je znano po bienalu, tako filmskem kot umetniškem, arhitekturnem, po svoji lepoti, specifičnosti, slikarstvu. Ampak se mi zdi, da obstaja pa neka taka tiha, skrita plast Benetk, do katere je res težko pristopiti kot obiskovalec. Ampak mislim, da prav ta skrita, tiha plast Benetki pravzaprav še vedno ohranja to neko magičnost, to življenje. To ponotranjenost. To ponotranjenost, točno tako. Jaz imam res izjemno spoštovanje do ljudi, ki ostajajo v Benetkah in se trudijo vzdrževati njeno kulturo, življenje domačinov na kulturnem nivoju, ker ni lahko, glede na to, da pač je ta mednarodna plat Benetk res tako glasna, da lahko kdaj preglasi neke manjše resničnosti, ampak ne bi želela zdaj reči, da je eno boljše od drugega, enostavno se mi zdi pomembno najdevati ravnovesje med tema dvema resničnostima. Radio se mi tukaj zdi pomemben zato ravno, ker je težko dobiti v Benetkah prostore, ki bi bili namenjeni ljudem, ki tam prebivajo, ker prostora je malo, turistov je veliko. In radio je nek tak format, je nek tak organizem, ki ne zahteva nujno vedno istega prostora, ampak se lahko premika znotraj te lagune in potuje od osebe do osebe, malo bolj neobremenjujoče pripoveduje zgodbe vseh, ki tam prebivajo in predaja naprej njihovo delo. Skratka, radio, prostor zgodbe in glasbe, ne? Zgodbe, glasbe, raziskovanja, druženja, razmisleka. Ampak no stres. Trenutno ta, ki živi še naprej, je No Stress radio, ki bo obstajal med Lidom, Giudecco in Cannareggiom, torej med raznimi deli Benetk. No Stress radio, da. In kako boste sodelovali? Jaz bom za njih imela oddajo, ki bom pripravljala, kjer bom delila večinoma. Jaz imam rada format, ki se mu posvečam na radiju, je zelo esejističen, torej gre za nek kolaž besedil in tekstov, ki jih berem, ki so vezani na moje raziskave, torej večinoma o poslušanju in internetni kulturi. In potem te kolaže prepredem z glasbo, ki je kdaj moja, kdaj gre za mikse, remikse že obstoječih glasbenih del. Da ja, jaz bom sodelovala z No Stress radiem preko tega esejističnega kolažnega formata. Predstavljam svoje raziskovanje na področju poslušanja glasbe in internetne kulture. Skratka, vaše delo, vaše zanimanje, vaše ustvarjanje, to se vam zdaj pripleta tudi z radijem. Absolutno, ja. Nocojšnja gostja oddaje Protetu spleta Dež je bila Paloma Pertot, avtorica glasbe, ki je del uprizoritve Država režiserja Jana Krmelja.